ok. Jej. Ok, en lep pozdravček vsem na Zoomu Ustvarjanje prihodnosti na planetu Zemlja. Jaz za nalož nisem dala v naslov drugačne prihodnosti, zato ker vsak mora pri sebi pogledati, kaj pravzaprav želi ustvariti kot prihodnost na planetu Zemlja. In danes sta z mano tudi Accessovi facilitatorki, Ivana Slabe pa dr. Manca Garbajs. In bomo... Ja, živijo obema in vsem, ki se nam pridružujete, vsem, ki ste se nam pridružili, pa tudi vsem, ki boste to kasneje poslušali. Bomo, mislim, ti zadnji dogodki so sprožili vseh nas neko vprašanje, ne? Dejansko smo pač, jaz mislim, da več ali manj vsi šli vprašanje, okay, kaj je zdaj to, ne? Ker takih naravnih pojavov sej pač mi v našem življenju še nismo doživeli, sej v takih razsežnostih, ne. In bomo danes tudi pogledali, kaj pravzaprav oziroma kako naprej. Tako da jaz mogoče bi začela s tem, da eno stvar, ki jo jaz tako pač opazujem že leta in leta, je tako, da ljudje so predani temu, da mora vse ostati enako. In kot vidite, ni vse enako in ne bo vse enako. Torej, glede vremena, že dolgo časa gledamo, kako se spreminja. Včasih smo bili navajeni, so bili letni časi, 4-letni časi. Zdaj pa tako, kar malo mešanca vsega, malo pol še malo kak hurikan zdaj, a ne, pa še, ne vem, kaka poplava, takole, a ne. Tako da ne bomo več mogli biti na avtopilotu, tako kot smo bili do zdaj. Tako da jaz tudi malo zdaj veliko se pogovarjam z ljudmi, tudi tistimi, ki so že naredili delavnice Accessove, so bili že tudi na kakih naprednejših seminarjih in vsi dejansko imajo zelo podobna zavedanja so. In predvsem to, a ne, da bomo mogli biti pač zavestni, da bomo mogli biti zavedajoči, kar se tiče tudi Zemlje. Tudi Zemlja ni nek mrtev predmet, po katerem hodimo, nek predmet oziroma neka stvar, ki si jo moramo lastiti oziroma si jo skušamo prilastiti, za katero se borimo, ampak je Zemlja zavesten organizem in moramo tudi komunicirati, začeti z njo. Tako da jaz bi vama, oziroma tule vidim neki, kakšna ideja, kaj narediti, če vas ne slišim, že brez slušalk, to jaz ne vem, to boste mogli se pač sami znajti. Drugače bo pa tudi posnetek. Lahko pa napišete vprašanje, če boste imeli tekom tega Zooma kakšno vprašanje, lahko napišete v klepet, pa bomo mi to spremljali, pa bomo tudi naslovili, če bo tako v kontekstu tega, kar govorimo. Tako da jaz bi vaju, Manca pa Ivana, povabila, kaj vidve, česa se vidve zavedate oziroma kaj vidve zaznavata, oziroma dam vama besedo. Ja. Tako kot si ti rekla, sprememba in tako, kakor je sprememba, je vsak dan, v vsakem dnevu toliko enih sprememb in toliko v vsakem dnevu nove stvari zaznavam jaz osebno. A se me ne sliši? Ja, slišimo te, slišim, jaz te lepo slišim, ja. Okej. Tako vsak dan od jutra do večera se toliko spreminja in toliko so te zaznave različne, da je prav tako res, kot da bi nas vse to silili v to, da izbiramo, ne. Imaš 10 sekund, kaj izbereš zdaj, imaš 10 sekund, kaj izbereš zdaj, ne. In danes se mi zdi, da je tako, recimo, če bi bili samo v zanimivem pogledu, kaj se dogaja, kaj je zdaj mogoče. In pač vsakih 10 minut, 10 sekund nova izbira, kar je tako za našo resničnost je zelo tako, mi smo pač, tako kot si ti rekla, 4-letni časi, spomladi delamo to, poleti delamo to, a ne, in rešujemo probleme. Mi smo zelo tako navajeni, da skozi rešujemo ene probleme in načeloma tako to, kar se je zdaj pojavilo, je ena taka ekstremna situacija in sploh mi smo tako in zdaj mi rešujemo ta problem. Ampak kaj, če mi ne bi gledali na to kot
kjer problem moramo zdaj rešiti, ampak kakšne druge možnosti so nam tukaj na voljo in koliko nas to dejansko sili v to, da gremo iz tega, da skozi nekaj rešujemo, sploh se mi zdi, mi Slovenci smo ful tako, wow, a ne, pol šele, ali pa tako načeloma ljudje smo tako, ko se zgodi ena katastrofa, šele pol, ko se ti zgodi nekaj drastičnega, začneš ti drugače in izbira drugače, ne, ampak kaj pa, če nas zdaj to silo to, da mi vsak dan izbiramo več, ne, in vsak dan kreiramo več, ne da čakamo na eno katastrofo, pa nič ne zmanjšujem nobenih teh, tako to, kar se je zgodilo, pač, če si bil res tam, po mojem, to je, sem vesela, da sem tukaj, ko sem, da se mi ni treba zdaj s tem, ampak kako bi bilo tudi to, kar si ti rekla, Barbara, kako bi bilo izbirati iz sebe, kje boš živel, kako boš živel, ne, kako vsak dan, vsaka sekunda, tako, ja, da greš, da dejansko, da veš, da edina sprememba, edina konstanta v življenju, ki je sprememba, ne. Tako, in kaj zdaj še mogoče tukaj, na kar še nismo pomislili in wow. Ja, Ja, izvoli, bom Mana. jaz še nadaljevala. Jaz sem tudi pač ob teh dogodkih sem tudi dobila zdaj res ful to zavedanje, a ne, koliko je res pomembno, da ozavestimo to, da edina stalnica so spremembe. In tudi to, kar si ti rekla, Manca, koliko se hitro zdaj stvari odvijajo. Ne vem, koliko vas je danes tukaj prisotnih, ki že poznate nekaj Accessa, koliko ste na novo, ampak recimo jaz sem zdaj tudi ful dobila zavedanje, koliko je pomembno, da smo res skozi v vprašanju, ker se stvari tako hitro dogajajo in spreminjajo. Recimo tudi tale Zoom smo najprej imeli v planu v sredo, zdaj je v nedeljo, a ne, ker skozi smo bile v vprašanju in smo videle, pač smo pogledale, kaj bo kreiralo več. In pač bi vas tudi jaz rada povabila, da ste res ampak res v vprašanju, to je pač tudi eno orodje Access Consciousnessa. Okej, to, kar si že ti, Manca, rekla, a ne, kaj lahko zberem zdaj, pa tudi ne glede na vse, kaj doživljamo v življenju, kaj se nam dogaja, kaj zbiramo, okej, kako je lahko še boljše kot to? Kako je lahko še boljše kot to? Kaj še mogoče, na kar še nisem pomislila, kaj še lahko zdaj izberem, kar bo kreiralo več zame in za vse, za naš planet, za Zemljo. Vidimo pač, da eni ljudje, ja, so pač utrpeli te nesreče. Kako sem pa jaz lahko danes prispevek tem ljudem ali Zemlji, temu dogajanju trenutno? In lahko je to čisto ena mala stvar, a ne. Recimo Gary Douglas je rekel, ko bomo mi imeli večjo skupnost z Zemljo, se bojo tudi stvari hitreje spreminjale. In tudi, če bomo mi se več smejali, bili več v vprašanju, bili ta generativna, radostna energija, bo za nas mogoče več in tudi za Zemljo. In kaj bi bilo potrebno, da smo še več tega, da smo še bolj ta energija? Ja, vem, mogoče si kakšni mislite, okej, pa ne moramo zdaj biti veseli pa radostni, pa ke se drugim te stvari dogajajo, ampak tukaj se lahko vprašamo, kako smo mi lahko prispevek k njim. A je to kakšna pomoč, ali lahko mi samo že to, da pri sebi recimo ne gremo v neko paniko, zaključke, neki strah, a ne, kaj bo zdaj v prihodnosti, a ne, kaj nas čaka zdaj še nas recimo ostale ali pa kaj še bo. Da nismo zdaj v nekih teh zaključkih in zakrčenosti, ampak da se sprašujemo, okej, kaj bo kreiralo več za vse in za vse nas. In tudi to, da recimo, jaz sem že, preden so se te poplave začele, sem ful imela res enih takih zaznav z Zemljo, pa me je kar trebuh bolel tako iz nič, a ne, ke ponavadi nimam teh, bom rekla, težav. Ja. In sem se ful recimo spraševala, to je tudi eno ful dobro orodje, a ne, ke naše telo je res senzorni organ, ke nam sporoča vse, kar se dogaja in v našem telesu, okrog nas, Zemljo, in se lahko vprašamo, komu to pripada.
In jaz sem bila ful pač tako v vprašanju, a ne, ko so se mi te bolečine pojavljale in s komu to pripada, nekako sploh ni šlo stran, ker sem imela nekako v zavedanju, okej, kateri osebi nekako to pripada. In pol sem ozavestila, okej, kaj če je to od zemlje, kaj če zemlja nekaj rabi od mene in puf, je šlo stran. In potem se mi je to še pojavilo in recimo in pol čez en teden so bile pa poplave, ne. Tako da moje telo je prav, sem zdaj videla za nazaj, ke sem gledala, je prav zaznavalo, da se pač nekaj pripravlja, da se nekaj dogaja. In pač res, kako smo lahko čim več skozi v vprašanju, ampak res ta prava energija vprašanja, da smo res radovedni, da nas zanima, a ne, komu to pripada, kako je lahko še boljše kot to, kaj lahko zberem danes. In so lahko to tudi čisto neke majhne stvari na dnevni ravni, a ne, ke jih boste naredili, pa boste s tem pač tudi bližje tej prihodnosti, po kateri sprašujete. Ja, in da ne čakaš, da ne, ke rečeš, to, da si v vprašanju, ke si ti, Barbara, to lepo na blogu napisala, da pol postaviš vprašanje in pol čakaš na odgovor, a ne. Energija je pol to, ne, to je. Ja, da ne iščemo nekih odgovorov razumsko, ampak si dopustimo, da pride zavedanje do nas. Glih to sem mislila jaz reči, a ne, zato ker pač veliko smo zdajle že govorili o bodite v vprašanju, mogoče za tiste, ki so prvič v stiku z access consciousnessom, dejansko cel access consciousness temelji na vprašanju. In tudi ena od, kako bi rekla, dragocenosti vprašanja je to, da vam da zavedanje. In dejansko, tako ste že rekli, Manca pa Ivano, treba je biti v vprašanju iz trenutka v trenutek. Ne, je tako, večkrat damo tudi primerjavo, tako kot da smo na živem pesku, a ne, tako dejansko moramo biti skozi vprašanje, skozi zastavljati vprašanja, skozi biti, torej skozi posegati po temu zavedanju, ki je nam kot bitju na voljo. Vsak od nas ima zavedanje, ampak če mi pridemo, če gremo v neki zaključek ali pa če neko sodbo ali pa neki odgovor najdemo, pol ne moremo imeti zavedanja oziroma naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo že si odgovorili ali pa že zaključili. Če smo pa iz trenutka v trenutek v vprašanju, imamo pa lahko skozi zavedanje. Tudi v smislu, če pogledamo te stvari, ki so se zdajle pač dogajale, tudi v smislu, kje biti v določenem trenutku oziroma od kod iti v določenem trenutku. Ali pa, ali ne vem, zapustiti hišo, zapustiti določen kraj, ne vem, ne. Vprašanje. In več ali manj smo ljudje, tako da ne bomo pač tako, smo naravnani, da skušamo priti do nekega zaključka. Ampak na ta način ne bomo kreirali prihodnosti. Kreirali bomo prihodnost z vprašanjem. Oziroma vsak tudi za sebe, ne, vsak za sebe mora tudi pogledati, kakšno prihodnost želi ustvariti, ali bo vzel to svojo supermoč zavedanja in jo uporabil v smislu, da si skozi v vprašanju, da skozi zastavljaš vprašanja, ali imaš, je bolj dragoceno nezavedanje, so bolj dragoceni zaključki oziroma neke sodbe, katere zavzamemo, in pa si tako pod vplivom raznih stvari, ki se dogajajo, ker si v tem zaključku. Kaj bi vi radi ustvarili kot svoje življenje? Jaz definitivno zdaj sprašujem še po več zavedanja. Še več. Zato ker če se zavedaš oziroma če si zavesten, torej, da ni ne prav, ne narobe, torej je vse samo zanimivo, si lahko prisoten, si navzoč v trenutku. In če si navzoč v trenutku, dejansko ne moreš narediti neke napake. Točno veš, kje biti, kdaj biti, od kod iti. In en lep primer je to, mislim, lahko jaz tudi iz svojega lastnega življenja dam en primer, en lep primer je bilo pred leti, ko so bili na Šrilanki cunamiji, ne, in živali delujejo res tako iz zavesti. Živali so že 2 tedna, preden je ta cunami udaril ob obalo, izpulile kole, na katere so bile privezane, od tiste, ki so bile privezane in so šle na višje ležeča področja, v hribe so šle. Medtem ko ljudje
so šli na obalo in slikali te valove, za na Facebook ali ne vem, karkoli že, in jih je odnesli. A ne, tako smo imeli zdaj recimo tudi nekaj primerov, ko so ljudje hodili gledati te narasle reke in ko se je vse to, ko je odnašali in je tudi nekaj, pač je bilo nekaj smrtnih žrtev zaradi tega. Je to zavest, mislim, tako, a ne. In bomo morali biti tudi v smislu, mislim, se pač jaz za sebe lahko govorim, za vsak naj za sebe pogleda, tudi v vprašanju zemljo. Torej, ne samo jo jemati kot nekaj danega, nekaj pač, nekaj pač, po čemer vsak dan hodimo, ampak da vprašaš, zemlja, kakšen prispevek sem ti lahko, oziroma karkoli tudi počnemo, kakšno resnica, kakšno prihodnost bo to ustvarilo, kakšno bo moje življenje v roku 50-15 let, če to izberem, ali pa kakšno bo moje življenje v roku 50, 100, 500 let, če to izberem, ne, če gledamo zdaj tako na dolgi rok. In tudi, če to sprašujemo za sebe, morate vedeti, v to noter so vključeni vsi, tudi planet. Tako da za vsako izbiro, tudi ki jo delate na dnevni ravni, lahko to vprašate, kaj bo to ustvarilo. In pogledate, če je energija ekspanzivna, to pomeni, da bo to razširilo na nek način vaše življenje, če je energija taka pokrčena, težka, to pomeni, da to ne bo ustvarilo nič kaj dobrega za vaše življenje, ali bolj neko težo, s katere se boste mogli pa reševati. Tako je Manca rekla, pa rešujemo se ven iz nekih problemov, ko jih prej nismo zavedajoči, pa nastane neka teža, nek problem in pa se ven skušamo izviti. Kaj če ni potrebno, da do tega sploh pride? To dejansko moramo na dnevni ravni začeti izbirati nekaj drugačnega. Torej ena komponenta, ki je tukaj zelo pomembna, tako je že Ivana rekla, telo. Naše telo nam daje skozi informacije. Skozi. Ampak mi smo tako odklopljeni od svojega telesa in tudi od zemlje, da sploh te informacije preslišimo ali pa spet gremo v nek zaključek, ne vem, želodec me boli, a ne. In dejansko gre pa za neko zaznavo, recimo, mislim tako, to lahko dam pa jaz čisto primer zdaj iz teh zadnjih dogodkov, ki so se dogajali tukaj pri nas. Mene je takrat, ko je pa ta orkan bil, ko je ruval pri nas tudi drevesa, eno drevo se je na naš blok podrlo, mene je prej, ne vem, par ur pred tem me tako ful zdvilo v želodcu in jaz takih bolečin nikoli še nisem imela, res. In je bilo tako, kaj je to, nekaj nenavadnega, ne. In, da sem videla tako, zaznavala sem, da bo ta pač vrtinc, pa da bo spulal ven drevesa. In ljudje imajo zaznave, recimo o potresih, zaznave že prej, recimo Ivana rekla, je imela zaznavo, da bo v neki poplavah. In zato to vam da vprašanje, to zavedanje. In bolj, ko boste prisotni s svojim telesom, bolj, ko boste tudi v vprašanju s svojim telesom, lažje bo. Več bo, mislim, tudi zavedanje svojega telesa lahko vključite v kreacijo svojega življenja. In tako, recimo pač to, pač kreiranje prihodnosti za naprej, ne. Mi smo vsi gor rasli v šolskem sistemu in vseh teh stvari, kaj si šel v šolo, nauči se to, kar ti rečemo, tukaj imaš test, samo en pravilen odgovor je. Ne razmišljaj s svojo glavo. Boljše, da se ne zmotiš, ker pa se ti ne bo dobro pisala, ne. Vse deli po svoje, telo praktično, tako kot si ti rekla, ne obstaja, ne, važno, da se ti naučiš in to je to. In v bistvu tudi tako v šoli, če pogledate, kakšne stvari se otroci zdaj učijo oziroma kaj smo se mi učili, koliko je to dejansko tako za življenje, tako praktično, ne, tako da smo mi od malega naučeni, da ne, moraš vedeti pravi odgovor je pa tisti, ki deluje za, ne vem, vse ostale samo za tebe, ne. Skozi rešujemo ene probleme, telesa ni. In kaj, če je zdaj čas, to, kar se zdaj dogaja, kaj, če je to zavedanje, to, kar zdaj prihaja, da greš in da moraš ti, se pravi, ko se nekaj vpraša,
da moraš ti že vse odgovore vedeti, ne, karkoli se dogaja, moraš ti že prej vse predvideti, kako boš do nečesa prišel, kako boš to skalkuliral in ne vem kaj, ne, tudi recimo to, če se, in kaj če nas zdaj to sili vse to, kar se dogaja, da pa izbiraš za sebe, hkrati, da vključuješ druge kot skupnost in da hkrati vključuješ zemljo. Koliko se mi v šoli učimo, koliko smo se mi učili od malega, da vključuješ druge, da vključuješ zemljo. Saj veste, kako je bilo. Če je en dobil nagrado, jo je dobil sam en, če je bil pa en kaznovan, je bil pa cel razred kaznovan. Ne, kaj tukaj pomeni? Če smo vsi kaznovani, smo vsi kaznovani. Ne? Ampak kaj bi bilo treba, da zdaj to, da nas to uči, da mi kreiramo za sebe več, z drugimi kot skupnost in da hkrati vključujemo zemljo noter in da v to vključujemo tudi naše telo, ki ima zavedanje o nas samih, o drugih in o zemlji in da ni to tako, a ne, recimo, zdaj bom pa nek živel, kje bom živel na tej parceli, ki so mi jo starši zapustili, zato ker itak moram tam graditi, a ne, in to in tam gradim, a v bistvu tako že, ko začneš graditi, veš, da nekaj, koliko od vas ve, recimo, da nekaj ne gre, a ne? Koliko se parcel prodaja na nekih področjih, ki so preblizu vode, ki so potresno ogrožena, ne vem, samo zato, da se zgraduje, ne? Kaj bi bilo, mislim, da se gradi in kaj bi bilo treba, da mi tukaj, če se recimo gremo zdaj na te naravne katastrofe, ne? Da tvoje telo, da ti vprašaš telo, in zemljo, okej, kako bi bilo pa meni tukaj živeti? A je to nekaj, kar bo zame kreiralo več? A je to, tako kot je rekla Barbara prej, a ne, kako bom jaz živel čez 1, čez 5, čez 10, čez 15, čez 20 let tukaj, a ne, a bo to kreiralo več, a ne bo? A samo zato, ker sem zdaj dobil to parcelo in sem jo pač dobil, sej ne bo poplave, ne, koliko je tega tudi tako, ti kupaš, ne vem, zemljo, če smo recimo na tem zemljo zraven potoka, sej ne bo poplav. Sej ne bo nič, a ne. Ja, ampak tukaj noter ni dobenega vprašanja, a ne, tu ni bilo dobenega, to je samo, se ne bo nič, to ni vprašanje. Ja, ali pa kolikrat Ja. pa vi mogoče veste, da nekaj je, ne, kolikrat pa ti veš, da imaš neko, ki mu se reče slab feeling, a ne, ampak Ja. Ne, pa se ne bo, ja. ja, pa raj to svoje zavedanje preslišaš, a ne, pa sej ne bo nič, sej ne bo nič, a ne, in koliko, ali pa tudi recimo, jaz sem zdaj v zadnjih dnevih ful tako dobijala, pa to so se tudi Barbara pogovarjali, ta killing energy, a ne, koliko recimo mi non-stop to našo zemljo skozi izčrpujemo, izkoriščamo, non-stop, a se kdo tle vpraša, kako je pa njej to, a ne, ona je tudi živo bitje. In pa, ko ima ona dost in so poplave, pa je pa cel hudič, ne, ona ima tudi enkrat dost v končni fazi, a ne, in pa smo mi, ne, pač hiša pa zraven take visoke vode, tam, ko so že bile poplave leta 1990, pa še vedno tam stoji hiša, veste, pač tako, kakšne stvari, ne, so tako, pa tudi Kamnik, ne, z vso to slabo vodovodno napeljavo pa to, ne, pač, koliko bi bilo treba, da mi, če kreiramo za prihodnost, kreiramo res skupaj za ta planet, da so stvari tako narejene, da kreirajo več za vse, za naše naslednje generacije, ki v končni fazi saj mi za naše otroke tole kreiramo, ne, mislim, za naprej, za vse te generacije. Ja, točno to, a ne, in tudi mi, ko vprašamo to čez 500 let, a ne, mogoče ti reče, se ne bom čez 500 let, če boste prišli nazaj, ne, a bi še radi prišli na lep planet, ali čisto opustošen, ali, ja, in tako je, ne, dejansko pač zemlja brez nas bi uspevala, medtem ko mi brez zemlje ne moremo. Ja, res je. In tudi, če tako pogledamo, a ne, mi smo se na to zemljo, smo se utelesili s svojim telesom. Če se ne bi utelesili v tej obliki, kot smo, nas pač ne bi bilo, a ne, kakorkoli se to sliši, ampak dejansko pač življenje na tem planetu Zemlja je s telesom. Okej, lahko je v človeški obliki, lahko je v živalski obliki, okej, lahko so rastline, okej, mi smo pač v tem življenju, imamo človeško telo in zato je telo toliko pomembno. In
kaj če nas zdaj tudi Zemlja nas hkrati s temi dogodki vabi, da smo še bolj negovalni do svojega telesa, da še bolj obrnemo pozornost na to, kaj nam telo sporoča, kako ga lahko negujemo, kako ga lahko podpremo. In če bomo svoje telo podprli, a bomo s tem tudi bolj podprli Zemljo? Definitivno. Ja. 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 A pa vi veste, kaj so to negovalne energije, to, kar je rekla Ivana, ne? Kaj je negovalno za vas, kaj je negovalno za vaše telo, kaj je negovalno, ne, pač kje živiš, kam greš na potovanje, kako greš na počitnice, ne? Pa Koliko kaj mi vemo, zbiraš? Kom greš? Ja. ja, koliko Kam mi greš, sploh pa- vemo, tako sploh mi Slovenci, ful je dobro trpeti, ful je dobro šport, trpeti, ne, tako, koliko si vi dovolite No pain, no gain. videti, ja, no pain, no gain, ne, koliko si vi dovolite te negovalne energije za, mislim, za telo, za vse, a ne, tako. Ja, če recimo vprašate svoje telo, kaj vašemu telesu bolj paše? Mislim, za vsakega od nas je to nekaj drugega, a ne, recimo, tudi če pogledamo tako te stvari, vse, kar se tiče našega telesa, a ne, vse lahko vprašamo svoje telo, kar se tiče oblačil, gibanja, spanja, hrane, pač čisto vse, a ne, kar počnemo s telesom. In če pogledamo recimo gibanje, okej, zame lahko deluje nekaj drugega kot za Manco, pa kot za Barbaro, pa za vas, recimo, za moje telo ful deluje ples, a ne. Kaj pa za vas deluje, za vaše telo? Recimo jaz, ko sem šla v fitness, pa sem se tam nekaj matrala, ni bilo nobenega rezultata, a ne. Kaj lahko vi zberete z vašim telesom, ko bo doprinos? In vse to vam telo lahko pove, ko ste vi enkrat voljni to vaše telo vprašati in se odpreti za to in prejeti vso to zavedanje in te informacije, ki pridejo do vas, a ne, spet smo pri tem, da ne iščemo odgovorov, zdaj razumsko, kaj bo pa delovalo za nas pa za naše telo, ampak s tem, ko postavimo vprašanje, se samo odpremo več zavedanju in več možnostim in to, da informacije dejansko pridejo za nas. In se tudi, če potem preizkušamo različne stvari, kaj pa za nas deluje, pa kaj ne, se tudi to je neko raziskovanje pa pot, ki jo odkrivamo v bistvu celo življenje in v enem trenutku lahko nekaj deluje za nas, pa za naše telo, v drugem pa nekaj drugega, a ne. In to ne Ja. pomeni, da smo, ne vem, zdaj zgrešili ali pa nekaj narobe naredili, ampak pač nič ni prav pa narobe in kaj če lahko vaše telo vsak dan po neki drugačni obliki gibanja sprašuje ali pa recimo, ne vem, negovanja, ne vem, recimo Manca, vem, da ima ful rada masaže, a ne. Kaj pa tisto, kar za vaše telo deluje, pa je doprinos? In Ja, s tem, ko mi telo podpiramo, ga negujemo, sprašujemo, ko mu damo to, kar telo želi, nam bo tudi telo vedno večji doprinos in tako, kot sta rekli že Barbara in Manca, bomo imeli vedno več zavedanja in ko imamo več zavedanja, nikoli ne bomo šli, ne vem, na letalo, ko bo dol padlo, ali pa ne bomo šli na, ne vem, neko območje, ko bo potres ali pa karkoli drugega, ali pa ko ga bo recimo voda zalila. Ja, in to tudi v bistvu ena stvar je, ne, pač recimo, pač zdaj smo zelo, oziroma večina ljudi zelo odklopljenih od svojih teles in hkrati, ker so odklopljeni od svojih teles, so odklopljeni tudi od telesa Zemlje, a ne, in če bomo začeli, oziroma če bomo vsi začeli biti bolj prisotni s svojim telesom, bolj zastavljati vprašanja svojemu telesu in prejemati to, jaz rečem, tudi modrost telesa ali pa pač zavest telesa, bomo pol tudi bolj povezani s telesom Zemlje. To tako pač gre. Tako da, in tudi ena stvar, ki nam omogoči, da dobivamo te informacije od telesa, pa v končni fazi pol tudi od Zemlje, ampak mogoče je lažje, mogoče nekako ta koncept našega telesa, je, da smo v skupnosti s svojim telesom in če želimo biti v skupnosti s svojim telesom, moramo imeti torej 5 elementov intimnosti, o katerih govorimo, access consciousnessu, in sicer so to hvaležnost za svoje telo, potem dopuščanje, potem ranljivost, spoštljivost in zaupanje. To, če imamo to do telesa, ne, če to s svojim telesom skreiramo, pol dejansko dobimo to
zavedanje, ki ga ima telo, ker v skupnosti se nam ni treba od nečesa ločevati, v tem primeru od našega telesa, ni nam treba obsojati te stvari, lahko imamo celotno zavedanje tega in tudi ni treba obsojati sebe, ni se treba ločevati od sebe in tako na ta način iz te skupnosti lahko imamo pol te vse informacije. In pol, kaj je bilo potrebno tudi, da skreiramo na ta način prvo skupnost s svojim telesom in pol skupnost tudi Zemljo. Oziroma, ko bomo kreirali skupnost s svojim telesom, bomo hkrati začeli kreirati tudi skupnost z Zemljo. Ja, izvoli, Manca. Ne, sorry. Roka mi gre. Samo od tebe. Ja, in tudi, mislim, tako, kaj če bi začeli gledati tako na ta način, tudi na kak način lahko mi kreiramo skupaj Zemljo. Ne, da skušamo nadvladati pa zaustaviti, ker smo videli, pač ne moreš, ne, mislim, tako, pač, kaj pa če bi sokreirali, razen s temi vprašanji, kakšen prispevek sem ti lahko dan Zemlja, in kakšen prispevek si lahko ti danes meni. In vse to prejemanje, pač sočasno s podarjanjem prejemanje, ko zastavimo vprašanje, kakšen prispevek sem ti lahko, ponovadi nam Zemlja podari nazaj neko zavedanje. Ali pa lahko začnemo spraševati Zemljo, Zemlja, kaj ti veš o meni, kaj ti veš o mojem telesu, kaj ti veš o kreaciji in tako naprej. In ja, kaj bi bilo potrebno, da se začnemo tudi dovoliti prejemati informacije od Zemlje, kar nam tudi Zemlja v končni fazi skozi sporoča. Ja, mi smo glih, recimo, jaz to vsak dan naredim, jaz vsak dan vprašam Zemljo, Zemlja, kakšen doprinos sem lahko jaz danes tebi in kakšen si ti meni. In danes smo to zjutraj tudi na temeljih naredili s puncami, ko sta bila vedko, kako to, kaj to. In sta bila čist v narekovajih, kaj ste dobile. Kaj jaz ves čas dobivam od Zemlja, kakšen doprinos sem ti lahko danes in jaz dobim uživaj. Sprosti se. Spremi več. Večinoma dobim sprosti se, ne. Ni to pejt pa neki posad, pejt pa neki nared, ne vem, ne dobim tega, ne. Kaj če Zemlja od nas dejansko želi to, da se mi sprostimo, da mi uživamo, ne, in kako to narediš, to, ko smo pač in Ivana in Barbara zdaj skozi govorimo, izbira, vprašanje, možnosti in tako naprej, ne, in kaj če je to ta prihodnost, po kateri nas Zemlja prosi, kaj če nas Zemlja zdaj prosi, pa daj ljudje začnite malo uživati, ne. Uživati, radost, veselje, smeh. Začnite izbirati zase, ne. Začnite kreirati več, ne skozi pač ustvarjati probleme pa jih reševati, ampak začnite kreirati več. In kaj če je res to, kar zdaj nas prosi dobesedno, dajte že, no. Ja, tudi eno od mojih zavedanj, meni eno od zavedanj sem tudi pač dobila, da dejansko nas Zemlja prav sili, da stopimo v te svoje kapacitete. To, kar imamo, kar nam je že od rojstva dejansko imamo, ampak ker pač smo bili tako si razlagala, čez šolo so nas dejansko tako sprogramirali, da smo se odklopili od sebe, da smo, če tako v knjigi piše, pol je pa pač prav, če učiteljica tako rekla, pa to pač pol je to resnica, ne. In Zemlja nas dobesedno sili, da stopimo v te, oziroma, ne vem, da postanemo te kapacitete, to, kar smo, in da se prenehamo pretvarjati, da smo patetični, nebogljeni, da ne moramo nič spremeniti. In jaz tako pravim, če ne gre na easy, gre pa na hard, ne, torej, če ne gre na lahek način, pa na težek, mislim, tako, na trd način. In tudi jaz pač sama sem to že izkusila v svojem življenju, ne, če pač nisem izbrala, pač me je življenje tako, dosti na trd način vrglo to, po čemer sem spraševala, tako da, in te kapacitete, recimo, jaz sem tudi o tem že govorila, tudi, pa mislim, da Marja, pa midve, takrat so se z Barbaro pogovarjala ravno to, ko je rekla, da je padlo drevo dol, ne, in je padlo tako drevo dol, Barbara, da se je tik pred avtom ustavil, ne. Bil je tudi na avtu, na 3 avtih je ležal. Ampak kaj pa, če so ene izmed naših kapacitet, to, da lahko mi tudi z vremenom malo upravljamo, ne, mislim, Gary reče temu weather mages, koliko v bistvu so weather mages se pravi, vremenski magi so dejansko obstajali, recimo pač Indijanci
znajo, da vejo, kako dež preklicati, vejo, kako, a veste, kaj pa, če imamo mi tudi te kapacitete, ne, in namesto, da bi recimo to, kar se je zdaj dogajalo, ko so šli ljudje v paniko, dramo in tako naprej, kaj pa, če bi vsi ti, ok, cool, kakšne kapacitete pa zdaj mi imamo tukaj, kaj lahko mi tukaj naredimo, a lahko mi te vode, da se hitreje posedajo, a veste, tako pač, namesto, da greš v to, kakšne kapacitete imaš ti z vremenom, ne, in meni je tudi recimo ful fascinantno, blih tisti večer, tako ne morem to pozabiti, sem na National Geographicu gledala na oddajo, v Kalahariju, ki je najbolj sušna puščava na svetu, in kljub temu, da je tam obstaja noro veliko življenja, obstajajo neki ptiči, ki zaznajo nevihto. Oni zaznajo, kje bo nevihta in letijo tja. In pa se tam dež ulije, to je 15 minut, vse ozelenijo, oni postavijo gnezd, zvalijo ptičke in ko so ferti, ko ptički odletijo, oni že iščejo, kje je drug dež. In to so tako, a veste, tako recimo to, ko se mi pogovarjamo, da veš, da ne greš na avion, ki bo padel dol, ne, to so whispri, to so šepeti, to so tako fine stvari, to so tako zelo nežne, zelo hitre in je to mišica, se jo naučiš prepoznati, se ji naučiš slediti, se ji naučiš zaupati in jaz pač osebno vidim, da bolj, ko sem v stiku s tvojim telesom, bolj, ko ga negujem, več, ko delam barsko, več, ko delam procesov, več, ko hodim na masaže, recimo, bolj slišam te vispre in bolj jim sledim. Včasih so tako sploh ne ve, ali pa te pote pa sprašujejo, zakaj pa to, ne vem, pač moram iti, ne, in kaj bi bilo treba, da zdaj mi začnemo te šepetke, kaj nam jih tudi zemlja pošilja, slišati, zaznati, vedeti, videti, kakorkoli pač to je, ne, ker ženam nas skozi te šepet, skozi nam, zdaj upije, zdaj je pač upije, ker je ne sliši. Zdaj je ratala glasna, ker jo nismo slišali, a ne? Tako telo tvoje postane glasno, če ga ne poslušaš. Tako kot telo, če ga ignoriraš, postane pol glasno z bolečino, ker takrat pa ne moreš več spregledati, da se nekaj v telesu dogaja in kaj ti telo sporoča. In ful lepo je to Manca rekla, a ne, ravno s temi, pač z vsemi temi orodji, z vprašanji, z zanimivim pogledom, s telesnimi procesi, z barsi, se pač tudi bolj odpiramo za prejemanje, a ne, in bolj, ko to delamo, vedno več pač se vsi te 4 elementi krepijo, zavedanje, prejemanje, bitje, vedenje, in s tem, ko imamo mi vedno več zavedanja, vedno več informacij pride do nas, telo to zazna, mi to prepoznamo in se pač seveda lahko ognemo marsikateri tudi pač neprijetni situaciji, a ne, čeprav, okej, saj v življenju so tudi stvari, ki niso prijetne, pa včasih je treba iti tudi iz cone udobja, da se premaknemo naprej. Ampak tako, a ne, koliko nas res zdaj zemlja vabi, da res zdaj to zberemo in začnemo res to dejansko zbirati. In s tem, ko mi to počnemo, ko zbiramo več zavedanja, koliko smo lahko potem tudi povabilo za druge, da bojo to zbrali. In ko se recimo tudi prejle, ko smo se pogovarjali, jaz sem tudi imela danes delavnico enega telesnega procesa in pač seveda debata je bila tudi o zemlji in o tem dogajanju in v kaj nas vse zemlja vabi in tudi kreiranje prihodnosti, skupnosti, kaj bo kreiralo več za vse, pač za nas in tudi za vse nas, za celo skupnost in za zemljo. In so se ful zanimive stvari odpirale, pač ravno med telesnim procesom, a ne, so pač te teme kar same prihajale. Ker zaklepamo v telo, a ne? In ja, kar se zaklepamo v telo in tudi s temi telesnimi procesi, ki jih delamo, pa z barsi se to vse odklepa in tudi neke stvari, ki imamo zataknjene v telesu in se potem odklenejo, grejo stran in lahko pol pride to zavedanje do nas, ki ga prej pač nismo mogli ali pa nismo bili voljni prejeti. Ja, in tudi ravno s temi barsi pa telesnimi procesi začnemo dejansko prepoznavati tudi te kapacitete svojega telesa. In ful mi je bilo dobro, Manca prej, ko je pač dala primer teh ptičev, a ne, oni več ne razmišljajo.
Oni pač poslušajo svoje telo, sledijo svojemu telesu in delujejo iz tega svojega vedenja, zaznavanja, prejemanja tega, a ne. In to je tudi nam na voljo. Ampak mi smo tako ful naredili tako to razmišljanje ful vredno, dragoceno in večinoma, ko razmišljamo, se ponavadi se tako, ko bi rekla, bolj prepričamo, da nekaj ne naredimo, kakor da naredimo, namesto, če bi pa dovolili tudi svojemu telesu, v končni fazi voditi, ker naše telo ima namreč večjo zavest kot mi kot bitje. Mi kot bitje se naredimo neumne, tako z raznimi pogledi, lažmi, s katerih delujemo, sodbami, odgovori, zaključki, do katerih smo prišli, medtem ko telo tega ne počne. Telo ima skozi to zavedanje, ampak mi, ker smo toliko v glavah, a ne, pol ne slišimo tega. In če bi dovolili telesu, da vodi, bi lahko skreirali nekaj čisto drugačnega, tudi ne samo na planetu, tudi kot svoje življenje. In zdaj ne vem, koliko vas je tukaj, koliko že sploh poznate telesne procese pa to, pa jaz mislim, da kar nekaj. Tako da, A lahko tle še nekaj, Barbara? Ja. To so se pa z Ivano zadnjič pogovarjale, ne, jaz sem v bistvu tudi tako veliko pa meditacije, pa spiritualni svet, pa tako, in je ves čas ta higher self, a ne, in tako ves čas imaš tako, da greš nekam ven po to, Ja. kam moraš iti naprej in tvoj purpose, ampak v bistvu na tej zemlji živi telo. Mi smo neskončna bitja, na zemlji je pa telo, a ne. In Mi v smo si bistvu skreirali telo, ja. tako, in smo s telesom, in kaj bo zdaj, a ne, in ne vem, se zdi, da so nam prodali ta higher self, ker saj on ne živi na zemlji, higher self, in kaj bo moj purpose in kam bom jaz šla, pač ne, jaz tukaj živim, kaj bom jedla, kje bom živela, kam bom šla, ne zanima me, kaj ta higher self za mene hoče, kaj moje telo tukaj izbira, kako bo mojemu telesu tukaj udobno, a ne, oziroma s kom bi se družil, kaj bi delal, ne, tako, pač to, Ja, pa tudi ta higher self, mogoče to je pač ne vsak za sebe pogleda, ampak a vam je to sploh lahkotno, ne, za mene je to tako pač kot neka laž bolj kot ne, ker mi pač v Accessu govorimo o neskončnem bitju, a ne, mi če bi delovali kot neskončno bitje, res kot neskončno bitje, za neskončno bitje v vsakem trenutku mogoče vse. Ni omejitev za neskončno bitje. In mi imamo tudi kapacitete, ki pač se ne omenjajo tukaj v tej resničnosti, kot recimo, tako je Manca rekla, spreminjanje nekih stvari, ki bi se naj pojavile, pa ni treba, da se pojavijo, ali pa naše podobe lahko spremenimo in se premikamo brez uporabe prevoznih sredstev in tako naprej, ampak dejansko moramo biti mi, a ne, moramo, bolj ko smo radostni, bolj ko smo veseli, bolj ko smo sproščeni, bolj dostopamo do teh kapacitet, bolj ko smo žalostni, depresivni, jezni, obsojujoči, manj so nam te kapacitete na voljo. In ja. In tudi, če dovoliš, Barbara, da bi jaz nekako to nadaljevala, te kapacitete, ki jih imamo, a se vprašate, okej, katere kapacitete še imam, pa jih še nisem ozavestila, ker če bi jih, bi se s tem spremenile vse realnosti. To smo danes recimo ful na delavnici delale in so se res prav neki novi prostori so se odprli in tudi pač vsi, ki poznate Access Consciousness, poznate tudi to mantro, a ne, vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. In že to je en pokazatelj, kdo smo mi, kaj smo mi. Če nismo lahkotni, radostni in veličastni, to nismo mi, a ne. Če gremo v neko paniko, v strah, v depresijo, žalost, to dejansko nismo več mi. Okej, tukaj se lahko pač vprašamo tudi, komu to pripada, ampak res, kaj če bi tudi to ozavestili, a ne, če niste lahkotni, radostni in veličastni, samo da pač imate to nekje odzadaj, da to niste vi in to samo prepoznate in lahko tako v trenutku spremenite. Tako kot pač tudi ostale stvari, a ne, kaj je Manca govorila. Jaz sem tudi zdaj, ko so bile te vremenske razmere, pa se je vreme menjalo, pa tako, koliko enega ozaveščanja je bilo in sem tudi ozavestila, da samo, ko sem jaz bila prisotna s tem vremenom,
se mi že na podlagi tega marsikaj spremenili. A ne? Nekaterim je pa drevesa podiral, pač tle, ko sem jaz doma v mojem kraju, je pa drevesa podiral, pa ne vem, odnesel dele hiše, pa ne vem, kaj se še, ampak tako pač, a ne, prav sem bila samo prisotna s tem in sem ugotovila, da imam jaz tudi neke kapacitete s tem, recimo, pa to, a ne, zdaj, ko so bila ta dogajanja, recimo, skozi se nam pač širi to zavedanje, ko uporabljamo orodja, procese, barse in tako. In več, ko boste tega uporabljali, bolj boste pač to tudi začeli vse prepoznavati. In tudi, ko boste spraševali, a ne, po svojih kapacitetah, boste dobili to zavedanje, samo pač, a ne spet da iščemo razumske odgovore, kaj smo, kdo smo, kakšne kapacitete imamo, ampak samo, da dovolite, da to pride do vas. Na podlagi tega, ker ste to vprašanje zastavili. Ja. Imate kakšna vprašanja, mogoče glede tega? Čakaj, se nič, ne, vprašanj. Ne, ni zaenkrat vprašanj. Ja. Če bi kdo rad kaj vprašal, a ne, z veseljem odgovorimo. Lahko se tudi priklopite pa vprašate ali pa na chat napišete. Ja, lahko se date na kamero pa poveste. Ali pa kaj ste recimo vi opažali. Ja, da vidimo. Zdenka, bi rada kaj povedala? Čakaj. Moramo unmutati, je treba. Moramo mi unmutati. Ti jo moraš, Barbara. Ja, čakaj. Samo malo, ker res imam to naštiman. Tam na njen okenček se pa desen klik vzgori, a veš tam, ko so 3 pikce, pa tam po mojem lahko. Ask to unmute. Zdenka, moraš zdaj Moraš se ti, po mojem. A se ne moreš ti, Zdenka? Okej. Ja. Je že v redu. Ja, jaz imam eno vprašanje. Glede na to, da smo se pogovarjali o telesu, ko ste govorile, jaz imam eno vprašanje, zdaj se mi nekaj dogaja. 4 dni, 5 dni nazaj sem padla doma v kuhinji, ker včeraj sem pa še enkrat, ampak to v moji sobi, dol, ko imam za te rituale, za barse, ampak sem stopila na mizo in z mizo vred zgrnila na tla in razbila vse tisto, kar je bilo na mizi. Od geode do računalnik, do enih kipcev, vse živo, a ne. In zdaj malo sem se poškodovala, ni bilo nič zlomenega, zdaj pa naj se jaz vprašam. Zdaj se pa jaz vprašati ne znam, ampak zdaj sem se malo tudi, me je bilo malo, zdajle to zanimivo, pa malo hecen, ker sem jaz padla na tla, pa rekla, kaj je lahko še boljše kot to, a ne. Recimo, jaz sem se že spraševala pol, koga mi telo sporoča? Ne vem, nimam pojma. Kaj se zdaj sprašujem? Jaz bi te prvo vprašala, a se je spremenila, zdaj, ko so se te stvari dogajale, se je spremenila tvoja propriocepcija? To je tako, kako prostorsko tvoje telo zaznava stvari. Resnica. Daj še enkrat, nič ne vem, kaj sem vprašala. Ne se ti sam pogledati, je to lahkotno ali je to težko? Niti treba, niti vedeti, kaj je to propriocepcija. Lahkotno. Okej, torej, spremenila se je tvoja propriocepcija, okej, zato pač tako si na narekovaj štorasta, okej? Prvo to, a ne, zato lahko se zaletavaš v stvari ali pa nekaj pač stopiš, tako si včasih pa ne deluje več. Tako da prvo kot prvo, torej se tvoja propriocepcija spremenila. Druga stvar, rekla si, da si se poškodovala? Ali kaj? Ja, roka ni zlomljena, ampak me pa boli, a ne, pa sem si delala telesne procese. Ja. Tudi ponoči, ker sem se ko izbudila, pač ene ploščice imam gor nalimane, mislim, ni zlomljeno, je pa močno udarjeno in to 2-krat, a zastopaš, recimo v sredo pa še včeraj, a ne. Tale tisto, kar je bilo včeraj, je bilo pa na hard, a ne, sem še malo
po nogah in na prstu me kri tekla, udrnjena, ampak dobro. In Entitete. kaj je vrednost tega? Ne, mislim, to je smešno vprašanje, zato ker kdo bi rekel, ja, da sem se poškodoval, to ni nobene vrednosti v tem, ampak dejansko to si skreiral z nekim razlogom. Pa razbila vse, kar je bilo na miz. Kaj, če ti to ne služi več? Ja, Ja, kaj, če se resnica tvoje ti še telo služi. nekaj drugega zbira? Kaj, če se tvoje telo nekaj drugega zdaj zbira? Kaj, če so pač zdaj prišle take spremembe, ki jih tudi tvoje telo zaznava, da bi zdaj telo nekaj drugega zbralo? Kaj, če bi vprašala svoje telo, okej, telo, kaj še lahko dodam v svoje življenje, da ti bo doprinos? Pa a je to v obliki ljudi, situacij, dogodkov, ne vem, mogoče karkoli, lahko je to koncert, nek dogodek, neko družabno srečanje ali pa pač neke stvari, kaj podpira tvoje telo. Recimo to si ful dobro rekla, Barbara, mislim dobro, pač tako, super se mi je zdelo, ke si to propriocepcijo omenila, ker recimo zdaj, ko so bila ta dogajanja, sem jaz pri mojem sinu opazila, da je nekaj se mu z ravnotežjem prav tako zelo je bilo opazno, da se je nekaj mu spremenilo in sem takoj dobila v zavedanje propriocepcija, in smo šli delati proces za propriocepcijo in tako je bilo v redu. Prav, Ja. recimo, ne, tudi nam se je to pojavilo. Ja, to je In kaj, taki če s tem ni nič narobe, Zdenka? Ja, kaj mislim, če s tem posod, ni nič narobe? kjer si šla v neko sodbo zdaj glede tega, a ne, torej vedno, ko gremo v sodbo, pač ne moramo dobiti zavedanja, a ne, torej pač, da je to samo narobe, zdaj imam poškodovala sem se, bla, bla. Zato sem te tudi vprašala, kaj je vrednost tega. Ker včasih se ljudje tako, mislim, zdaj bom pač rekla nekaj tako, pač velikokrat se ljudje ali poškodujejo ali zbolijo zato, da ni treba delati, ali da lahko se malo odpočijejo, ampak pač zato, ne, ni rečeno, da ti to si zdaj zaradi tega naredila, ampak reči, okej, kaj je vrednost tega? Vprašaj se. In vse sodbe, ki si jih glede tega zavzela, vse neke odgovore, izračune, zaključke, vse to razgradila in uničila. Da. Right and wrong, pa nam pa Colin Schwartz poets and beyonds. Ja, tukaj sam za vmes sprašuje Marija, kaj pomeni beseda propriocepcija. Propriocepcija je naša zaznava prostora, ravnotežje, kako se mi gibamo v prostoru, kako stojimo, ne, vse take stvari, ne, in pač imamo več receptorjev v možganih, ki nam to omogočajo, ne, in kaj, če se je zdaj to njeno spremenilo, ne. In še to recimo, zakaj sem padla, tu v Accessu tudi ni tega, zakaj, ker če greš ti v zakaj, se ful ujameš v neki zakaj, hočem razumeti, zakaj se je to zgodilo, kaj pa če samo rečeš, okej, to se je zgodilo, če smo mi kreatorji svojega življenja, če sem si to skreirala, v redu, nisem si to glih kul skreirala, kaj lahko izberem zdaj drugačnega, to se mi je zdaj v uni sobi razbil, zdaj imam čisto sobo in lahko začne zdaj te seanse delati na polno, a ne? A ne, by the way. Ja. Pa tudi recimo, kaj če tvoje telo se že nekako na te spremembe, na to prihodnost že prilagaja. Kaj je lahko še A je bolj? lahkotno, Kaj je lahko še boljše kot to? resnica, a tvoje telo že pač s tem, ko so bile te spremembe, te zaznave, a je tvoje telo se na to že prilagodilo, je tvoje telo že futurist pa zaznava vnaprej, pa je že, Ja. ali pa ti je pač nekaj sporočil, da mogoče bi lahko kaj spremenila, a ne, ampak si potem v vprašanju, kaj lahko spremeniš s telesom. Na kaj ti telo sporoča dejansko s tem. A ne, ker pri mojem sinu je bilo tudi ful podobno, a ne, skoraj je padel pač čisto na nekem ravnem terenu, pa nič ni bilo, a ne, pa ne, da ne zna hoditi, ampak nekaj je bilo, a ne, prav ta propriocepcija, ke da se mu je malo porušila. In tudi, a ne, to sem hotela še reči,
kaj če je telo naš prijatelj, naš zaveznik, ki nam res vsak trenutek sporoča, nas opozarja, nas opominja na to, da poskrbimo za njega, zase, in da ga ne dojema zdaj kot nekega sovražnika, kaj je spet narobe s tem mojim telesom, a ne, joj, pa spet me nekaj boli, pa spet se nekaj dogaja, pa spet mi lase štrlijo ali ne vem kaj, ampak kaj če je telo naš najboljši prijatelj, pa da smo hvaležni za njega. Ker ko smo mi hvaležni za svoje telo, ga ne moremo hkrati tudi obsojati. Ker hvaležnost pa obsojanje ne morete Ne gre. soobstajati. Ja. Okay. Ja. Tako da jaz mislim, da imaš Ja. dosti vprašanj zdaj, ki jih lahko uporabiš. Pa seveda telesne procese in tako, tudi kaj, če ne bi telesnih procesov izvala iz zaključka, a ne v smislu, ker vedno spet gremo, zdaj, ko si se pa zdaj celični spomin. Kaj, če je bilo vprašanje, glede na to, da si bila na 3-dnevnem body classu, vzameš priročnik in vprašaš, kateri če sploh je telesni proces prispevek, kateri telesni proces. Ne? In sam bodi tako res v dopuščanju in iz tega dopuščanja vprašanje lahko bo čisten fiks. Tistega, ko ti sploh ne bi rekla, da bi ti lahko zdaj prispeval. Ok, Ja? cool, hvala. Hvala tebi za vprašanje. Barbara pravi, da se ji vrti. Če lahko sam Mirta je bila prej, sprašuje, kakšno vprašanje zastaviš za spremembo vremena, če lahko. Niti ni to vprašanje, kakor je to si ti, to so tvoje kapacitete. Lahko pa rečeš, kakšna je moja kapaciteta v zvezi z vremenom, kako lahko to spremenim, ali lahko razbijam oblake, ali lahko, ne vem, bolj je tako, kaj so lahko jaz in moje telo, kakšno zavedanje, kakšna energija, zavest, prostor so lahko jaz in moje telo, da to spremenim, oziroma jaz bi najprej vprašala, ali sploh lahko to spremenim. To je prvo vprašanje, recimo, ko sem petek ful dobivala to, ko sem spraševala, če lahko jaz kaj naredim v zvezi z vremenom, sem dobivala ne. Pusti me, narava je bila tako, ne, pusti me, a ne, in če dobite ne, pač samo ste. Če pa dobite lahko spremenim, potem pa kaj so lahko jaz in moje telo, da se to spremeni, da gre oblaki, ne vem, nad hribe, da se razbije, tako v tem smislu, a ne. Ja, jaz tukaj ne bom na to nič odgovorila, ker imamo sredo čarovnika za vreme. Kjer bomo to zelo podrobno obravnavali. Tako da, ampak predvsem mogoče bi naslovila to, kar si rekla Manca v petek, ker jaz sem tudi ful poskušala v bistvu spremeniti in ni šlo, ampak jaz sem imela bolj zavedanje tega, da je ful kolektivna zavest bila toliko, da je to narobe in kaj se dogaja, da pač enostavno nismo mogli pogovarjati. Jaz sem se tudi z eno drugo punco, ki tudi na energijskem nivoju dela, rekla, ni šlo. Ne, in to bomo pač tudi govorili pa na temo čarovniku za vreme, pač ne, kaj v takih situacijah kaj največji prispevek, da si v takih situaciji. In to je dopuščanje, ne, torej, tako si rekla, da sam si, to je največji prispevek, ker takoj, ko gremo v sodbo, da je nekaj narobe, pač samo trdimo, če to. Tako da, ja. Pa Samanta, a ne? Saj Samanta je na podobno, Zdaj čisto so vprašanja, čakaj, nekaj, to sem videla, Barbari se ful vrti, to bi rada naslovila. In sicer, mislim tako, zdaj tole, kar se je zgodilo, v bistvu nam to lahko ful razbije neke te resničnosti, na podlagi katerih smo do zdaj živeli. In ti kosi trde resničnosti zdaj letijo iz našega vesolja in se nam lahko vrti. In se pač vpraši se, kaj je to? Kaj je to? Kaj naj s tem naredim? Resnica, lahko to spremenim? Kako to spremenim? In ta vprašanja, lahko tudi večkrat ponoviš ta vprašanja in ti bo tako pač, se bo pač spremenila že sama energija tega. Če pa je tako, če so se neke trdne resničnosti razbile, na podlagi katerih si delovala, pa sam pač enostavno pusti, da to izzveni. Ne je to neko paniko, ne nekega pomena temu pripisovati, ampak enostavno bodi samo v dopuščanju in pusti, da to izzveni.
Ja, in tudi to, ne, recimo Samantha pravi, ko so bila huda neurja, sem postavljala vprašanje, kaj je bilo potrebno, da se vreme v celotni Sloveniji popolnoma umiri. In tu, recimo, to vprašanje, ne, to je v bistvu, pač delujemo iz neke sodbe, v smislu, da je to narobe, ne, kar se dogaja, tako da, pač, da bo to zdaj pač prispevek, ne, tako da zaradi tega pač tudi stvari ne delujejo, pa tudi zaradi drugih stvari, ampak tukaj predvsem pač morate delovati iz dopuščanja. Nekdo pravi, zanimivo, res zahvala za odgovor, kje pa imaš tega čarovnika, Barbara? To bomo, jutri boste dobili tudi mail, vsi, ki ste prijavljeni na mojo mailing listo, pa boste dobili obvestilo o tem, bo v sredo imamo to srečanje. Tako da, mogoče, če se vrnemo malo nazaj še na to pač Zemljo, ustvarjanje prihodnosti na planetu Zemlja. Kaj vi tudi veste o stvareh? Kaj, če bi se začeli vi spraševati to? Kaj jaz vem o Zemlji? Brez zaključkov. In kaj je zdaj še mogoče? Če sem Ja. v zanimivem pogledu z vsem, kar se dogaja, brez da sodaš. Ja. Kaj, če ni prispevek to, da greste vi zdaj v to dramo in travmo s vsemi ostalimi, ampak da ste v dopuščanju vsega tega in lahko bolj iz dopuščanja, pol veste, kaj lahko izberete, kaj lahko prispevate, kakšna vprašanja zastavite. Ker če smo v sodbi, koliko je to zdaj narobe in to samo še utrjujemo to, kar je. Sodba ni kreacijski element. Pa tudi kaj, če je Ja. to, ne? Če se vprašaš, če si v zanimivem pogledu in se vprašaš, kaj je zdaj še mogoče, kakšen doprinos jaz lahko še sem, da Ja, dejansko ne iščeš teh odgovorov, zato ker to, kar se zdaj kreira, je nekaj ful več in ful drugače, kar je že bilo in mi sploh, Ja. po mojem, no, saj jaz tako zaznam, sploh ne vemo še, kaj to bo in da se samo sprašujemo in sploh pač ne pričakujemo nobenih odgovorov in kaj bi mogli in tako in si pač samo v vprašanju in greš dejansko tako vsako sekundo, pač niti ne vsak dan, ampak vsak trenutek sproti za tem vedenjem, ne. Ja, Kaj vi veste, da je mogoče za naš planet pa za Zemljo? A ste zdaj voljni to zbrati, tudi če to noben drug ne vidi, če noben drug vam ne potrdi tega, kar vi vidite, da je možno v prihodnosti, a je zdaj čas in prostor, da to zberete in začnete delati korake proti temu? Kaj, če nas zdaj Zemlja res vabi in kliče, da zdaj to zberemo, kar mi vidimo, ker pač te, ki smo danes tukaj, smo pač tudi futuristi, a ne, in pač vsak od nas ve, da je nekaj mogoče, kar pač jaz ali pa Barbara ali pa Manca ne vidimo, pa recimo vi vidite, ali pa jaz vidim, pa drugi tega ne vidijo. In a je zdaj čas, da res to zberemo, pa začnemo to uresničevati, aktualizirati, Da smo ta prihodnost, ja. In da smo ta energija prihodnosti, ki vemo, da je mogoča za nas in za naš planet. Ja, ker to, a ne, mislim, zdaj tako, mislim, jaz sem tudi videla veliko tega, daj ti nekaj naredi, vsak pri sebi mora nekaj narediti. Ne, vsak od vas ima kapaciteto, vsak od vas lahko spremeni svojo energijo, vsak od vas lahko zastavlja vprašanja, vsak od vas lahko dostopa do svojih kapacitet. In to, ko bomo vsi začeli to delati. Izbirati. Ja, pa izbirati. Ja. To bo ustvarilo nekaj drugačnega, nekaj res, kar se pač mislim, jaz zaznam te še pete, no, te prihodnosti, ki bi lahko bila. In pač mi gremo, ne, mi pač smo facilitatorji tudi Access Consciousness z razlogom. Ja. Sploh v Sloveniji. Smo to zbrali. Ja. Ampak vsak pri sebi, tudi Access Consciousness vas opolnomoča, da vi začnete
sebe spraševati, kaj jaz vem, da začnete vi sebi zaupati. Da ne zaupate drugim, kar tako, a ne, pač da kar kupite njihov pogled. In to, poglejte samo to energijo planet opolnomočenih ljudi, ki delujejo vse svoje kapacitete, izbirajo svoje kapacitete, to, kar resnično so. Samo poglejte energijo tega. Mi bomo še naprej to delali. Mi bomo še naprej buldožerji. Kaj pa vi? Ja. Tako da, ja. Možnosti je veliko, priložnosti, ja. Lahko se nam tudi pridružite septembra na 3-dnevne body class, če bi radi s svojim telesom ali nekaj drugačnega, če bi radi to skupnost, ki smo jo prej omenjali, imeli s svojim telesom. Tako da. Kaj je zdaj vse še mogoče? Ja, Ja, kaj lahko zdaj še vse izberete, kar To. prej niste mogli? A je zdaj čas in prostor, da to zberete? ja. Jaz se vama najlepše zahvaljujem, Manca pa Ivana, za tale Zoom. Hvala Res, tebi, Barbara, Hvala tebi. za povabilo. Jaz mislim, obema. ja, da tudi sama energija tega zdaj tako prav ne, kakšen prispevek je to za prihodnost in za planet. Tako da, ja, kaj se je zdaj še mogoče, na kar še sploh nismo niti pomislili. Ja. Hvala. Okay. Hvala vsem vam, ki ste se pridružili nam in sokreirali ta večer. Kaj vse je zdaj še mogoče za vse nas in za naš planet. Ja. Ja. Čau, Hvala čau. vsem. Ja. Ciao. Čau, čau, Adijo. čau. Čau. Dio.